Živijo, sem Matevž in že 7 let treniram odbojko tu v Braslovčah. V Braslovčah pa se trenira tudi odbojka sede. Sam je pa še nisem igral, zato se veselim današnje izkušnje s Klaro in Valentino. Najprej iskrene čestitke. Iz Kitajske ste se vrnili z zlatim odličjem. V finalih ste igrali proti Iranu. Bilo je kar napeto, kaj ne? Do 5. seta se res ni vedelo, kdo bo zmagal, tako da je bila kar napeta tekma. Kaj je pa bilo odločilno, da ste jih premagale? Mislim, da je bila to naša želja po zmagi in uvrstitvi v Pariz. Zelo sem vesela bila za ekipo, za zmago. Kolikokrat na teden pa imate trening? Zdaj pred velikimi tekmovanji, pred pripravami, pa to so treningi kar pogosti, tudi do 5-6 na teden. Drugače pa prilagajamo, ker imajo ene službe, ene smo na faksu, tako da je treba tudi to upoštevati. Ali so za odbojko sede drugačna pravila? Blokiraš lahko servis nasprotnika, kar pri stoječi odbojki ni. Ritem mora biti skozi na podlagi, moraš biti pa malo bolj hiter. Kako dolgo že trenirate odbojko sede? Odbojko sede igram 5 let. Jaz igram od 2011. leta sedeč odbojko. Po nesreči, po prometni nesreči. Prej sem igrala v navadno odbojko stoječo. Od osnovne šole, iz 5. razreda. Tako celo življenje v odbojki. Kako se pomirite pred tekmo? Ali imate kaj treme? Zdaj smo delali tudi športno psihologinjo, tako da marsikera lahko tudi uporablja to dihanje pred ogrevanjem, da se pomiriš, izdihaš. Ima pač vsaka svoj ritual. Kaj pa pričakujete od olimpijskih iger? Definitivno ne gremo tja nastopati, ampak gremo tekmovati. Ne grem z nobenimi velikimi pričakovanji, kot pa to, da igramo kot eno, da igramo tako, kot znamo, in mislim, da bo nek lep turnir. Paraolimpijske igre v Parizu bodo med 28. avgustom in 8. septembrom. Poleg odbojkaric ima še kar nekaj slovenskih športnikov možnosti, da se uvrsti na igre. Držimo pesti.